Čau družba, evo, spet smo bili po nakupih, bili smo v trgovini OneDrone, tako ga ponavad, in smo spet nabavili en nov artikel. Evo ga, DJI R2S. In to kombo verzija, ki dobiš zraven v bistvu 3 baterije, se pravi torbico, ND filtre, en kup krasnih dodatkov, ki v bistvu jih rabiš na terenu res nujno. In to je zdaj tukaj vse v eni škatli. Zdaj pa, takole smo se odločili, v sodelovanju s trgovino OneDrone bomo predstavili tale produkt v nulo, kaj je v paketu in pa tudi na terenu same funkcije tega drona, ker bomo rekel tako, super zadeva za nekoga, ki nima en kup enih pomočnikov na terenu, pa bi rad obenem nekaj posnel, se da zelo profi zadeva posnet. V glavnem družba, ostanite gor, pogledajte do konca, zanimivo bo. Evo družba, zdaj smo pa razpakirali vse skupaj, tako da se pravi baterije morajo iti zdaj na filanje. Lepo je to posod lepo, neke nalepkice, vse lepo fancy gor, take etiketke, da je to lepo zaščiteno, tako kot mora biti. V glavnem, evo, zadeva je razpakirana, baterije je treba nafilati, pol ga moramo posodobiti in pol gremo lahko na teren. Tako da, vse je v svoji pakingi, tako kot mora biti. Leto, najboljš pa izpadejo teli ND filtri. ND4, 8, 16 pa 32. Fenomenalno. Lej, vse dobiš lepo pakirano v eni taki ful dobri prenosni škateljci, ki je ena taka fancy mini denarnica. V nulo. Evo, lej, tukaj so lepo joystiki, se pravi, drugače so v originalu tukaj noter, na komanderju, na kontrolerju, jih lepo samo daš gor, našraufaš in to je to. Kar se pa tiče tehle pa zgleda, da so rezervne, če kakšnega kje izgubiš. Prav legitno. Fenomenalno. Evo, vsak propeler imaš lepo označeno, cek, se pravi A in B. AB, AB. Tako da je pa kar, se pravi, dva para oziroma dva seta propelerjev sta pa prav še zraven so jih dali, ker ponavad so pakirali tako po, se pravi, se pravi, en set propelerjev so dobili, ostale si mogel kupiti. Tako da tukaj so pa zdaj bili kar majčkeno bolj radodarni, pa so dali dva seta novih, se pravi 2, 4, 6, 8 propelerjev, ki nikoli ne veš, kdaj ga pošljaš v kakšen grmovje. In so kar uredni svojega denarja. V glavnem, pa še to, ko natikaš gor propelerje, je treba biti ful pozoren. Eni imajo, se pravi, gor oranžen krogec, tele so pa v bistvu brez. In na samem dronu imaš tudi lepo pozicionirano, se pravi, tukaj gor imaš, se pravi, oranžne, pa brez. In lepo samo isto mora biti nataknjena zadeva in bolj to špila. Cek. Pravno quick release imajo naštimane in vse je hitro zloživa varianta, tako da je fenomenalno. Imaš res ready to fly takoj naštimano. Takole, cek. Evo ga. Pripravljen za v luft, sam še baterije moramo nafilati in to je to.
Povezovalni kabel imamo pa tudi tukaj, se pravi, tole imamo za prenos podatkov. Se pravi, kontroler je že predpostavljen za iPhone uporabnike. Ima kabelček, je že noter naštiman direkt z Appleove izdelke. Če pa želite uporabljati na drugih, se pravi, raznih različnih, se pravi, Androidih in to, morate pa zamenjati samo tale kabelček, ki pa tudi mislim, da tukaj nekje je bil priložen. Špica, simple. Pri teh DJI artiklih je pa res v bistvu fino to, da vse, kar dobiš direkt iz škatle, nafilaš, posodobaš in zadeva je lahko takoj v luft. Se pravi, direkt ready to fly varianta, kar je zelo super in uporabniku prijazno. Nič, tole nafilamo, pol pa gremo na teren zadevo tudi probat, da se vidi v živo, kako to izgleda. Evo družba, v živo iz terena, tukaj skupaj snovimo DJI Mavic Air 2S. Stvar je taka, sem rekel, da ga majčkam zdaj vidimo v živo, kako leti, pa da se dejansko posname to, pa tudi, da predstavimo tole novo funkcijo, ki je zelo, zelo uporabna, ki se je sicer reče Master Shots in je v bistvu vsestransko uporabna. Tako da, nič, gremo v luft, pa naprej.
Čau družba. Fajn, brez kartice sem. Krasno. Boljšno. Aja, vse ima internal storage. Super. Vrhunsko. Evo, z Mastershoti smo zaključili. Zdaj pa čas v bistvu, da naredimo en follow varianto. In sicer tukaj ga bomo iz Raptorja v Baha modu šli čez tale makadamček tukaj in da vidimo, kako dejansko res ta dron sledi. Zdaj ima 4.0 aktivno sledenje. Sliši se dobro, pa obeta tudi veliko, ne? Jaz majčkeno potihem sem ga že stestiral, zdaj pa gremo za res. Evo družba, dron je v zraku, naštimo samo, se pravi, aktiv, tracking, pa v bistvu trace varianta. Evo. Hop, takole, da se malo bolj vidi. Smo v Baha modu. Evo, potegnemo 4x4 pa gas, naštimanje za snemati. Zdaj pa da vidimo, koliko hitro bo tole lahko šlo. Nič, držite se! Ha! Glej, kakor še sledi. The best. The best. Evo, lej, pelem se v bistvu nekje 60 km/h čez same lukne in da večkam popravim tole. Dej še sledi. Če to ni noro, ej. Evo. Nič, zdaj smo probali, se pravi, aktivno sledenje. Aktivno sledenje. Zdaj bo pa treba dati še paralelno. Evo, druga varianta sledenja pa je paralelna. Kaj to pomeni? Paralelno je pa stvar taka, da leti predvsem sporedno in ga proba čim bolj loviti. Enač, gremo ga še paralelno testirati. Pok. Snimaj. Evo ga pele. Se pravi, evo, so že tega lukence. Kvaga pa kdo zgleda, ne? Pa se ne vem, ne bo en rok volano, en rok komanda, kamera gre žiš po svoje, tako da smo pa pri 60 km/h, dron še kar lepo sledi. Fenomenalno, res, fenomenalno, le to. Active Track 4.0 so doterali hudo dobro. Res hudo dobro. In se da, naprimer, res uporabiti v teh primerih, ker moraš v bistvu nastopati pa še vse posneti, ker nimaš dodatne roke, bi človek rekel. Zelo lepo poveže te, bom rekel, način gibanja in vse skupaj. In se da zelo lepo ponuditi te kadre, ki so potem posneti iz tega DJI-ja. Evo družba, spet smo v zraku in zdaj sem v bistvu ravno skadriral kader za Hyperlapse. Hyperlapse je funkcija, ki združi, recimo, fotografije v en dinamičen posnetek, ki bo lepo prikazala, recimo, kroženje prometa, oblake, ena dinamika. Ena dinamika se bo odvijala, tako da evo, delajo naštelamo, Hyperlapse, lock, cek, locked direction. Evo, tole smo zaklenili, interval damo na 3 sekunde, dolžina računam na 7, hitrost bomo majčkeno pojačali, da bomo dobili, se pravi, nekje meter na sekundo, pa da vidimo, kako bo zdaj tale Hyperlapse izpadel. Takole ga bom zdaj malo na 15 sekund. Pa na jih
Takole. Cak. Evo ga. Zaklinjen. Voilà. Fotka. V bistvu sem uporabil kar slog, kar pomeni direktno linijo dela, jo v bistvu sledi in pa zdaj pa sam še fotka. Tako da tukaj mi kaže, da v bistvu bo delal ta posnetek nekje 16 minut, tako da ga lahko komot mirne volje odložiš, komander, in delaš kaj drugega. Evo, prišli smo do konca reviewa in sicer takole. Tale stvarca je v bistvu nekaj fenomenalnega, sploh za nekoga, ki se podaja v svet snemanja in fotografije iz zraka. Tale dron ima, bom rekel, vse te krasne funkcije, ki se jih da uporabiti, tudi če imate majčkeno manj izkušenj z letenjem, in je v bistvu zelo pripraven paketek, ki ga lahko odneseš praktično povsod. Ne zavzame nobenega placa. Baterija zdrži nekje dobrih 25 minut celo pri efektivnem letenju, kar pomeni snemanje, letenje, vse skupaj. Zdaj pa podpira že tako 5,4K v osnovi, na 30 frameov. Fenomenalno, res fenomenalno. Tale 1-inch senzor je že špica. Tudi za slabo svetlobo je že kar dosti izboljšan. Vsi ti, recimo, hiperlapsi pa mastershoti in te stvari, to je pa v bistvu še vse se odvija v 4K resoluciji. Tako da, bom rekel, za teh 1200 evrov, 1200-1300 se zdaj cene nekje vrtijo, se dobi res maksimalno za svoj denar. Tako da, v bistvu bi se pa rad še zahvalil vam dronu, ker so mi ful hitro preskočili na pomoč, mi znihtali tale dron, da smo ga lahko pogledali. Majčkeno pozen sem naredil review, moja napaka, ampak boljš pozen kankoli, ne? Tako da, same pohvale tega drona, hiter van drona, kupite kakšnega in sam letet. Družba, še to. Poglejte zdaj mogoče, se pravi, kratek footage bom naredil, malo videa z miksu v naslednjem videu, tako da pojavil se bo na kanalu gor tale link, ki bo narejen do konca. Kliknite share, polajkite, naročite se na kanal. Hvala lepa, v glavnem se vidimo. Čau!